Opravičujemo se za vse nevšečnosti, mi smo imeli rahle tehnične težave, ki so pač očitno so nujne, kadar človek gre nekam drugam iz udobja svojega studia. Tako da, ja, mi smo, a smo pripravljeni? Ali bi kar štartal, kaj je belec? Ne, jaz mislim, da ne. Sem delem skoraj ene Joe Janta gor ruknil, ker sem malo žučen. A imate vi očala Joe Janta 200? A veste, kaj so očala Joe Janta 200? To je iz druge knjige, ki grejo na žab svet, ne na žab svet B. Ja, na žab svet B. Ne, še preden grejo na žab svet B, Zaphod najde očala, ki pač ob nevarnosti potemnijo. Ampak toliko, da nič ne vidiš, ne? Ti bi jih mogel imeti, ne? Se jih je že iskal zdaj, ker sem videl, je bil... Je že v ruzak pogledal, če so not. Je bil poseg notar, ne? Za poslušalce, ki to poslušajo kasneje, v prvi vrsti imamo originalnega Artura Denta, ki je oblečen lepš kot mi. In tako da bravo, en aplavz. Zdaj pa slišite tudi publiko, ki je... Jaz dokumentiram. A ti jih dokumentiraš? Tako da najprej vsi lepo pozdravljeni, mi smo z te strani Aljo, Dunja, Zi in moja malenkost Peli in danes bomo govorili o, ne vemo čist čem, ker nobeno epizodo ne vemo čist čem bomo govorili. Ponavadi se zgodi, da govorimo o nečem, o štoparskem vodniku po galaksiji. Mislim, en poglavje nam je ponavadi neko sidro, ne? Ja, ampak pogremo pa... Ampak tokrat pa tega sidra nimamo, zato ker... Zdaj pa ta sidro naša knjiga, ne? Ja, v bistvu. Tako nekako, ja. V bistvu so lahko tudi prve 3 knjige naše sidro, ne? Ja. Ker do konca 3. knjige smo namreč v podcastu prišli, zdaj pa, ne vem, a bomo začeli s temi splošnimi štoparskimi temami, da vidimo, koliko smo fani štoparca med publiko, oziroma hupi, frudi in frudike. Jaz bi kar tako rekel, mislim, kako, a bomo kar povedali, kjera knjiga nam je najbolj pri srcu, ali Pejmo. bomo kar roke dvigovali, ali neki. Ja, lahko gremo tudi s publiko probati, ne. Komu je najbolj všeč 3. knjiga? Kaj pa to, igre je sam, da gremo od 1. do 3., ker v ostalih še nismo prebrali. Bravo, nismo obdelali. Tako da ja, ne vem. A ima kdo kakšno mnenje o prvih 3 knjigah? Publika? Ne, jaz bi rekel, da meni so tako, ni kot pri Star Warsih, a veš, kaj je 4, ne, kaj je 5, 4, 6, pa se že, ne, 1, 2, 3 so tam nekje, 7, 8, 9 so pa pač odvisen od dnevnega razpoloženja. Ampak tle se mi zdi, da je čisto jasno. 1, 2, 3, 4, pa pri 5 je pa že tisto, kaj je bilo že v 5. knjigi? Čeprav to imam tudi malo že v 4. knjigi. Ja, ne, ni. Tam pa tek nadaljevanja, ki so, ni. Original trilogija je to boljša, ne? Ja. Manj greb. Ja, le se pol, na koncu, ko zveš stvarnikove besede, a veš, je itak v bistvu vse en. Mislim, konc, pol lahko greš, pol se lahko vrneš v življenje in živiš. A lahko greš še višji, ne? Ja, stvarnikove besede so v 4. knjigi. Ja, sej. Ja. Ne se bram. Ja. Gre do 4, ne? Ja. Do 4 je še nekako v redu, po pa ne, no. Pa franšiza že brez veze. Ok. V redu. Ja, prav. A bi obdelali še karakterje, ki vidimo tlele, da imamo in Arturja in Trillian, tako da očitno so karakterji Artur in Trillian, tako da lahko zaključimo. Ne. Čak. Jaz sem si zmeraj želel biti Zaphod, ampak sem v bistvu bolj Marvin pristal. Zdaj ne vem, kako je z vami, ampak... Mislim, žalostna je kruta realnost, da... Ja, mislim, ena glava ti manjka kot prvo, ne? Ne, imam 2. Okay, dobro, mislim, dobro. Nimaš 3, no, v redu. Ok, ja. Nima 3. Ampak ne, zver hočeš biti ali Ford ali pa Zaphod, ne, v življenju. V resnici pa tam nekje med Marvinom pa Arturjem. Če si Artur je že v redu, a veš, ne? Ja. Mislim, šlafrok imaš, v redu je, vse je cozy. Udobno ti je, fajn se imaš, še posebej v teh cajtih. Enkrat v prihodnosti, enkrat v prihodnosti se bo naučiti so sendviče delati, tudi če za
ne, a virtue, bi rekel v lepi Pa se slovenščini. niti ne rabim, v bistvu uvažanje, da je pera, kot smo že omenili. To je tudi res, ja. Štoparski vodnik veliko ve povedati o alkoholu, predvsem same lepe stvari. Tle se vidi, da je bil Douglas še toliko mlad, da ni trčil na te probleme srednjih let pa alkohola. Mogoče bi se kdaj premislil, če bi doživel daljšo starost. Veš kaj, mene bi... Enkrat bi probal biti ob večje nivele potoš, sam ne za skos. Sam 10 bi jih probal užaliti. Čeprav to sem jih že v življenju. Tako da, mission accomplished, move on. Okay. Sam nisem jih uvrstil, veš ne. Mislim, To bi ti verjetno še kakšen psiholog svetoval, veš, da bi imel spisek, ja. Ne, da si narediš spisek, pa da pač razkrstiš z unimi, ki pač si imel zaplet, ne, in se premakneš pač v življenju naprej. Ne. To v bistvu v teh 12 korakih je eno od teh korakov. Ne, recimo. Ne, vidiš, pa sploh nisem tam bil. Jaz tudi ne, ampak vem, približen. Tako da, zanimivo, vidiš. Se pravi, ovečani velepotoš vas pele v katarzo. Ali pa saj bližji, ne. Tako da, jaz bom malo vode si natočil, ker tole imamo tle. Pangalaktičnih grlorezov nažalost ni. Boš še zi malo? Hvala. Mogli bi jih sicer postrešne. Če bi bili dobro pripravljeni, bi imeli pangalaktične, ampak nažalost nimamo. Ne, se mi smo zdaj, nismo tudi take publike ne pričakovali. Ne? Ja, nismo. Pričakovali smo, da jih bo ene 5. Si malo presenečen, ampak pa 5 je bilo tako optimistično. Tako da zdaj smo nas čisto presenetili. Hvala lepa. Zelo lepo, hvala. Dragi kolegi, jaz bom sam rekel to, rekli smo, da se ne bomo pogovarjali o tem, koliko je publike velika ali pa malo, ker to izpade neprofesionalno. Ampak dobro, hvala lepa vsem, super ste. Jaz sem še vsem presenečen. Jaz sem navdušen, pa ne morem skriti tega, tako da nehaj. Če smo navdušen, pa dajmo mi en publiki zaploskati, zato ko se to fajn. Ajde, dobro. Bravo. In pejmo zdaj mi na bolj resne teme. A je naš planet v dobrih rokah? Okay. Sem res, a je v rokah? To je vprašanje. To je dobro vprašanje. Meni se zdi, da je bolj v denarnicah, ne? Oziroma v Excel tabelcah, da je stvar bolj. V bistvu si vsi mi nekako želimo, ne? Da bi bil v nekih rokah. Ja, mogoče si želimo tudi, da bi v dobrih rokah. Ne, veš, to je se pravi, mislim, da smo mi že v podcastu obdelali, ne? Da obstaja neka te, ki so recimo teorija zarote, ne, je v bistvu, da teoretiki zarot si načeloma v bistvu želijo, da bi obstajala ena skupina ljudi na tem svetu, ki jim je vsaj približen jasen, kaj se dogaja. Če ne je kaos, ne? Da oni vejo, kaj delajo. Ne, in to je tisto, kar vsi rabimo, neko tako toplo roko. Se pravi, teoretiki zarot hočejo samo malo bližine, pa malo potrditve. Samo ljubezni si želijo. Da gremo iz naše knjige na Frozen, ne, rad imam topel objem. Jaz nisem mislil, da bomo sem prišli, ampak za Frozen sem specialist, tako da lahko gremo naprej. Dobro, ja, okej. Pa dajmo kaj o, ne vem, iskanju globljega pomena. Ja, Marvin in naš Snežak, ne? Ja. Vidiš, ne, povezava, ne? Spet imaš nekaj, ki je umeten, ne, ustvarjen, ne. Tako da tukaj je, ne. Ta je zanimiva, ja. Tako da, ne. Ustvarjen. Je pa res, da ni depresiven, no? Ampak okej, lej, ne moreš imeti vsega, je Disneyjev film. Se bi so boljši. To je ena stvar, ki je Disneyju res ratala, da ta Snežak ni depresiven. Si predstavljate, da bi bil ta Snežak depresiven, Frozen bi bil res brezvezen. Mislim, ben ga ne bi gledal. Ampak ja, govoreč o planetu, ki ga ima kdo... Ki ga ima kdo? Ki ga ima kdo v kontroli ali ga pač nima. Ne? Dunja, a imamo imamo kakšne informacije, še kakšen drug planet, ki ga ima kdo pod kontrolo? Da bi ga kdo imel pod kontrolo? Razen gravitacije. Ja, razen Sonce, ki ima naše planete pod kontrolo. Who rules them all? Sonce. Sonce, ja. Aha. Ok, dragi teoretiki zarot, to je to. Za vsem skupaj je Sonce. Tako je. Ja, ampak v vseh galaksijah Sonce, ali lahko tudi črna luknja drži galaksijo skupaj, ali mora Sonce nujno? Ne, čakaj. Tukaj greš iz ene skale na drugo skalo. Čakaj, eno je planeti okrog Sonca, drugo je pa zvezda okrog središča galaksije.
Tam po središču pa imaš lahko črno luknjo. Ja? Ja, to je 2 skali sta. Ja, to se preseliš na ogromne skale. Ja. Če sam pomisliš, ja. Zdaj sem se kar malo strašil. To je pa tako, kot smo imeli, vrtinc totalne perspektive, ko greš noter, pa se ti celo stvarstvo v nekih sekundah zgodi. Le redki preživijo, Zaphod je preživel, ker je bil v simulaciji, virtualne resničnosti. No, ampak Dunja. Ja, sorry. Ja, okay. Koliko časa še imamo? Mislim, brez naše intervencije. Brez naše intervencije, koliko časa nam še ostane? Pa brez tega, da pride, mislim, ker lahko, če pride nekdo, ki bo držal to stvar skupaj, se pravi, če imajo teoretiki zelo prav, da nekdo je za vsem skupaj, zdaj, če tega ni, koliko časa še imamo? Pa do tedna, če se da. Ajde meseca, ajde v redu. A grem še lahko na morje? Čak, a se mi zdravstveno zavarovanje še splača plačati? Ja. Zobar je ne vzeti uno povzem. Ne, Zobar je vzel. Zobar je itak nož prišel na vrsto, tudi takrat, ko bo konc. To pa druga tema. Ja. Če je sonce zdaj tisto, ko v bistvu ureja gibanje tudi planetov, pa tega, da smo mi tukaj, če se soncem so nastali tudi ostali planeti. Polje od sonca odvisno tudi naša prihodnost kakor planet. Mislim, sonce bo v določenem trenutku prenehalo živeti, torej bo prenehalo s svojo fazo življenja, v kateri pač v središču se dogajajo neke stvari, kjer ustvarja helij in tako dalje. In pa se bo pa razširilo, pa bo pogoltnilo nekatere planete. Najprej Merkur, potem Venero, potem pa še Zemljo. Ja, tako. Ja. Okay, ampak to je... To je ta tretji kamen od sonca. Ja, kamen. Prvi, drugi, tretji, što je v bistvu vrsta kako gremo. Ja, tega imamo tukaj, smo tudi fajn. Smo lih prav smo od sonca. To je kdaj? Ja, to je čez, približno neki 5 milijard let. Okay. 5 milijard let, dobro. Še lahko kredit vzamete. Ja, to. Pa tudi plačati ga v tem mogli. Dobro, zdaj je to vprašanje. Čakaj, da bo pa še inflacija lahko pride v akcijo. Danes smo se pogovarjali, da kar se tiče zahodnega sveta, smo države bivše Jugoslavije najbolj pripravljene na inflacijo, ko oni so imeli največ 12%, koliko je bilo to? Pa nas je bilo 1200. Bam. Top 4. smeno uvedel. Tako da ja. A pol imamo v bistvu še cajt. Mislim, za sonce. Za sonce imamo še cajt. Za sonce imamo še cajt. To je prvi, kako bi rekel, najdaljši, dolgoročni plan. Vsakič, ko se pogovarjamo o teh stvarih, se spomnim na besede računalnika Edija, ki je rekel, this will all end in tears. Ja, no. Samo citat je za potrebe filma bil dan v usta Marvinu. V originalu vemo, da ga je rekel Edi, Edi je ta pravi računalnik. Ok, pa vedi za une, ki ste gledali poletje v školki. Če se kdo še spomne. Ok, imamo 3, dobro. Ok, v redu. Ja. Kaj gremo zdaj na bolj kratkoročna uničenja? Če se pa že pogovarjamo o taki zabavni temi. Ja, ne, mislim, treba je vedeti, če hočemo zapustiti planet, je treba vedeti, kdaj ga moramo. V idealnih razmerah, če bi bilo vse ok, se mi tega sploh ne bi sprašvali, kako zapustiti planet. Ker ne bi bilo treba. Ampak zdaj pa neki indici so, da stvari grejo srednje močno narobe. Oziroma, v bistvu grejo stvari močno narobe, sam mi s tem zajemom časa, kolikor ga mi poznamo, človeško življenje, maksimum 100 let, bom rekel, povprečje, koliko je, 70-80? 81 za moške, za ženske malo več. Ne zaobjameš ti tega, da bo treba jeti. Recimo Stephen Hawking je bil znan po tem, da je na podlagi tega, da so podnebne spremembe, da se bo spremenil naš planet in tako dalje, nekje najprej ocenil, da bi morali v 1000 letih pač zapustiti naš planet. Pol je pa to oceno malo spremenil na nekje med 100 in 600, sem prebrala, tako da 100 ali pa 600 let, tako da začenja postajati prav bliže. Spustil na 100 in 600. Dobro, Dunja, samo on je že nekaj časa mrtev, ne?
Se pravi, že nekaj to oceno še malo popravil. 500, smo že na 50, 580. kaj? Je neodvisen med 100 pa 600. Rečemo, da je srednja tam nekje 420. Okay, ja, če imaš srečo. Kaj pa, Ja. če se bližamo unita, nižji? 50? Lauro, Še vedno. jaz vam otroku rečem, lahko še imaš otroke, ni problema, ampak pol, za ene 6 generacij naprej se bomo pa že pogovarjali. ker Ta, v bistvu, Je ne, 6 generacij. 6 generacij naprej je že lahko, da Vprašanje. bomo te, Tvoji prapravnuki to je samo metaversu še obiskali. A je Hawking kaj rekel še za kako bomo šli, ali bojo vesoljci prišli, ali bo podnebne spremembe, ki je specificiral? Ne, mislim, da ni specificiral kako. Sam spet je pa delal na različnih projektih, mislim, da se je ukvarjal tudi s takimi projekti, kjer so poskušali nek signal poslati proti najbližji zvezdi, pa neki take stvari. okej. No, tako da ja, je bil aktiven na da tem ja. področju, tako malo razmišljanja o tem, kam bi lahko šli, pa kako, ne? Kako bi se lahko pač Kam bi se pognali lahko ven z preselili. zemlje. Ja, tudi ne. Jaz sem, No, dej. to smo mi že v podcastu ugotavljali, ne, da je to Dej roko dol. podobno, mislim, ne, zakaj ne bi tega planeta približno uredili? Ne? Ja, zakaj Zakaj več čas razmišljamo, kam bomo spizdali od tukaj? Ne? Se bomo preselili. Ja. Zato, ker je lažje to, kot da dejansko se soočati s problemom, pa reči, da manj bo treba vsega. Ne. A veš, to, kar je gospod Proza rekel v prvem poglavju, ne, zaradi neustavljivega napredka, ne, to nas je preparalo, kar nas je. Sej, o tem govorimo. Ne? Ja. Ne? Zakaj dejansko ne bi rekli, bomo pa probali tega zrihtati? Ja. Saj za teh 5 milijard let, ne O, itek gre, ampak dobro, 5 Nekaj v milijard bistvu je ne. lep. Pa jaz bi rekel, da drugačka ta zadnja milijarda bo kar vroče že tako. Ne. Ja, A veš, bože, ne bo- bože ne malo bo- ne vroče. bo- Ja, ja. Ker ta prva milijarda, 2 tudi ni bilo prav zaživeti tle, kot sem bral videe na YouTubu, ki kažejo, kako je to bilo. No, vse A veš, nekateri delajo na tem, da bi pač spremenili torej, naše stanje na planetu. Je, tako, kot zdaj gledamo, ne, da oni, ki smo bolj brez nara, ne, bomo kleustali. Zato se verjetno vsi vi strinjate. Ful tu. veliko dana boš mogel biti, če boš hotel jeti. ne. Zaenkrat gre v bistvu sam na rob atmosfere, kar je v bistvu nič. To je tako, kot da bi rekel, da hočeš jeti. Bližji soncu Peš se v preizkusi. Indijo, pa se ustaviš prviču. Pa rečeš, to je Indija. Veš, je stvari brez zveze, kamor. Vesolje. Zdaj smo mi tudi tle v vesolju. Mislim, samo mogoče nikoli ne pomislimo na to, da če že želimo iti na nek drug planet, pa si peljemo s sabo ogromno problemov. Mislim, če samo pomislimo na astronaute, ki so na mednarodni vesoljski postaji, ki je relativno blizu nas, ne, Ja. tam astronauti imajo določene težave, recimo s kostmi, ne, z zdravjem sami. Ne. Ja, seveda. Gravitacija je manjša, to pomeni, da pač te naša potovanja po vesolju ne bojo tako enostavna za nas. Mi smo narejeni za to, da smo na Zemlji. Ne? Kar pomeni, da moramo za Zemljo pač poskrbeti v resnici, ne? Zato da bomo lahko na njej živeli. Yes, točno to. Če bi to kdo slišal, ki ima, kot pravijo teoretiki, izrod škarje in platno. a veš. Sem tukaj se zeleni lističi še vmes, veš. Te zelene lističi so pa probleme, oziroma zdaj so bolj žetoni. Ampak, ja. Dobro, kakorkoli. Kaj, gremo pa zdaj na teh 42 načinov, kako dejansko. Kaj bi bilo, kaj treba narediti, če hočemo že pobegati, mislim, Lahko jaz povem, da je v bistvu Douglas v ultimativnem štoparskem vodniku v tej beli knjigi, kdo jo ima, je to v uvodu oziroma predgovoru njegovem je napisal, ne, da če hočeš zapustiti planet, najprej pokliči NASA. Veš, očitno nima britanska agencija, takrat še ni bilo Evropske agencije. Dunaj je bila v 70-ih Evropska agencija za vesolje. Ne, mislim, da je nastala kasneje. Mislim, da je nastala. Je rekel, najprej poklič NASA, če se na nas je noben ne javil ali pa nočete spustiti v vesolje, poklič Kremelj. Tretja točka je bila poklič papeža. Ja, pa tudi prej pokliče Belo hišo, tako da ti zrihtajo. Da ti zrihtajo mogoče kdo, ki se pol bo javil. Da ti oni. Ja, pa če, se veš, ne, roka. Poznaš enega v beli hiši, pa ti on prek nas je pol. Tako ja. Se veš, to pa mi znamo. Skozi delane veze, veš, življenje, mislim skozi. Tako, veze škodijo samo, če jih nimaš. To. Tako da. Taka slovenska, kako bi rekel. Krilatica. To je kar univerzalno. Mislim, da mi se posebej naslonimo na ta moment.
To je res, ja. Tako da zdaj smo ene par novih kandidatov dubela, ne, za koga še moraš poklicati. Ja, zdaj moraš še Ilona poklicati, tam ne lahko tweetneš, veš. Bezosu po moje bolj, da ga pokličeš. A misliš? Halo Jeff, kako brat? Sem gledal, da gre res da gre sta ono do res do Šiške oziroma do Viča, ne? To je malo brez veze, pisem. Veš, NASA je bila saj že malo naprej, no. Tudi Kremelj oziroma ruska. Ja, oni smo, vesoljska postaja dejansko je v vesolju, ne? Ne, to je ono, ki so tam v Kaliforniji eni puščavi zvajzeni, ki bezen spod maska, veš. Se tudi njih lahko pokličeš, eventualno. To! Evo. Vesoljsko postaje poklicati, ja, pa smo že bližji. Mislim, da tudi tweetajo, celo robot tweeta, ki je tam gor. Jaz zdaj sam Ilonovi avion sledim. Okay. Ja, da vem, kam gre ne človek, ki ga imam tako rad. Ne, ampak ima pa Douglas eno dobro, ne, da ta s papežem ni bil tako slaba. Ne. Ko on v bistvu ve, kako zapustiti. Nisem se lahko zapustiš takoj. Ne. Ja. To ni zdaj nek problem. Ne. No, to pustimo, rajš ne. Ja. Ja. Mislim, ne vem, kako seš počutil potem. Verjetno, no. Najbrž prazno. Lej, če je to, kar se oni obljubljajo, pa so super. Če jaz ne verjamem, pa sem... Ne vem, kako je ne vem, kako gre to čisto. A kdo pozna te prvi tir, drugi tir, tretji tir krščanstva? Kam greš to? Mislim, če ne verjameš. Če ne verjameš, če si dober, greš v nebesa. To je jasno. Ne? Če si slab, greš v peklo, če si pa tam nekje vmes, greš pa v vice. Kaj pa, če ne verjameš? A pa so ta predvrata zaklenjena, ne, ti pa sploh nimaš... Ti nimaš kazlice. Ja, v bistvu. Skaznico imate? Nimate? Imate člansko? Nimate? A ste vplačevali članarino? Nisem. Ja, pa ni nič. Večno življenje za vas ne obstaja. Ne, pa tudi druge religije. Ampak sploh zapustiš pol planet? Ja, valjda da ga. Se greš nekam... Kje je ta? Ali izgledajo une serije, ki so šli gor? Ne. Ja, mislim, tako je bila vizualizacija, bila približno kot Star Trek, čeprav, a veš, ne. Un tunel, kaj je posod. Sam res, kaj pa če greš na drug planet? Ali pa neki? Kaj pa če tako, kaj planet kulijo, več, kaj ga je Zapad po nesreču stvaril, kaj so vsi kuli izbežali. Ja, samo tizga pa tudi jaz verjamem. No, vidiš. To skozi pomisliš, to ne moreš verjeti. Res mora obstajati. Jaz sem rekel, da za vse kitariste mora biti tudi planet Trzalic, ker posod so sam par kitarine. Tako da ja, imamo še... vprašanje. Čakaš mikrofon. No, daj. Glede tistih, ki ne verjamejo, mogoče teorija, ki so tem pa gre v nebesa, ampak potem jih povejo, da so tam gori tudi krščani, ampak tistim so rekli, da so tisti, da so jih nasrali, da so sami gori tam in da so drugi ljudje tam gori. Aha, to v bistvu, da... Krščani gori pri navesih, ampak so jih pač nasrali, da so edini gori. To je dobro, ja. V bistvu, ideja poslušalca s publika je to, da v bistvu, če lahko da v nebesu obstaja, ampak gremo vsi gor, ne glede na to, v kaj verjameš ali pa ne. Ta bi bila kar zabavna, ne. A veš, kako bi to sesul krščansko vero, če bi en dol povedal, da je to tako, ne? Da je to tako. Ja. Pa imamo še druge vere, ne? Tako da kaj pa z ostalimi? Ne? Ja, sej, kukor smo že v podcastu ugotavljali, ne, imamo nekih 5000 ver na svetu, ne, vsaka ima neko svojo različico odhoda in potem nekega življenja, ali ne vem, karkoli pač že. Ne? Ja. Kako je s tem, ja? A so bolj isti, ali zapustiš planet, ali si na planetu, ali... Mislim, ker jaz zdaj, recimo, jaz živim na Viču, ne. A ti si pa že v Indiji? Mislim, skor. Pri nas zdaj res tako lepo kopališče delajo, Beverly Hills mrtvakov bo to, res 100%. Dobro, sem tudi, mislim, mrtvakom je vse. Ja, ne vem, no se ti pravim, kaj pa če sam to, a veš? Da ti sam dobiš en lep granitni nagrobnik, da je to, kar sem si res zmeram želel. Si mogoče jaz ne vem kaj, si tudi drugačno vem, kaj si res želim. Sam veš, kaj je bizarno, takrat ti ga ne dobiš, dobijo ga tvoji potomci, ga bojo dobili in plačvali. Tako. Dubu ga pa novš, mislim, boš tam, ne? Mislim, razen, če si ga šprej naredil, pa ga špal še pogledal, še ne vem, ogromno je teh stvari, tako da kako še lahko gremo? A ja, najdli smo eno,
Ja. Mogoče. Dejte, a lahko te zadnji vrata zapre. Ja. Ne, se ni tako do. Mlajšim od 18 let tega ni treba poslušati, tako da bom sin prosim ne. Lauro, pejdo. Klicam se, bo tleno. No, da ali povej. Ena stvar so gobe, ne? Ker ne morete verjeti, da so na internetu, če si jih sami vzgajate, cena je postavljena pri 42 evrih. Mislim, da je to Ker je ultimativen odgovor, tako da jaz res ne vem, če lahko še kakšen bolj jasen znak. Mislim, tako je. Ta velik paket je gob. Ja, tako je, ta velik. Vsi smo profesionalci, vsi smo amaterji. Če kdo med vami bolj amater, boste vzeli za 21 sam. Raj, mislim, brez veze. Če greš punim gasom. Cigar gas. Tako da ja, mislim, to je sigurno ena od poti. To je za ta nizkocenovni paket, je v bistvu. To, kar se lahko prvoši. Če ste S paket odhoda iz zemlje vzeli. Za vse, kar nismo milijarderji, je to. Elon vas ne bo odpeljal, ne. Lahko pa to, da si prvošmo. Mislim pa v bistvu boljši izhod k alkohol ali pa une druge droge, ne? Ja, nekaj, v bistvu ne greš, ne. Ja, mislim, pač, v bistvu kukarkoli. Mislim, greš za zelo malo cajta, ne. Mislim, za omejen čas greš. Zoomom si ga mal, ko bi rekel, you're free spirit now. Tako da imamo pol še kaj. Mislim, zdaj sem malo tudi raziskal tudi ta temen svet, ne. Sem itak, so v temnem, ne, temne gobe. Mislim, ne, temne gobe. Ne, sorry. Da je en je time traveler, na TikToku prognoziral, da zdaj julija pridejo vesoljci. Tako da sam povem. Pa se vesoljci že vas cajt hodijo. Ne, tako, da bojo prišli na Aljasko, bojo skočili, pa bojo rekli, se bojo predstavili. A je potrebna brisača pol? To ne vem. Ne, v bistvu tako, kot smo že večkrat rekli, ne, da kot je Hawkins rekel, ne, nočemo tega, ne, da pridejo. Ne vem, to bi Dunja več vedela o tem, ampak napredne civilizacije, se pravi, oni, ki pridejo do nas. To pomeni, da so napredne, ne? So napredni, nočemo tega. Najbrž da ne. No. Kaj pa se bo nekako isto, kot z... Najbrž novijo tehnološko napredni budisti preletela, ne? Mogoče? Jaz ne držim pesti, da pridejo tehnološko napredni budisti, ker če bojo prišli krščanari, kot so pred 500 leti čez Atlantik, Boba res moramo kaj se je zgodilo? Ja. Artur Date, prosim. Kaj če nas bojo imeli, če bi nas obiskali vesoljci, kaj če bi nas imeli, pa da so bolj inteligentni, ne? Tako kot imamo mi vse, kaj ljubljančke. Se mogoče že ne smajo, pa sploh ne vemo. Ne bi bilo strašen. Ja, samo odvisno, če bi veš. nas samo razvajali, ne? Če bi to bi Ja, a veš, nas bojo samo razvajali, veš, imaš različne, ne? Veš, eni bojo na verigo preklenjeni, eni pa pač ne bojo pa imeli paradi. Večina psom se kar dobro godi. Ja, no, več ali manj. Čeprav je spet vprašanje, kako je v Indiji, no nisem na Viču. Aljo, povej, ker sem strokovnjak za Indijo, rad v danes. Mislim, jaz poznam ene par ljudi, od katerih ljubljanček bi bil jaz. Kako? Če je ljubljanček steriliziran? Zdaj, steriliziran sem tudi jaz, ampak zdaj, to še ne omejuje funkcij. Si pripravljen na ljubljančkovanje, kot še reči. Redi, vesoljci. No, datum je 7. julij, se mi zdi, ko je napovedan ta time travel. Letos ne gremo na morje, zakaj sem jaz blokiral? Blokirali pa bomo videli, pa je pa še zdaj, ko smo bili, dubali smo se, zato, ker smo se mogli malo pripraviti, ne, ker se čeprav ne zgleda. Ker smo se dubali v biljardni hiši in smo imeli ravno debato o tem, da dobra poslovna ideja, da bi prehranska dopolnila za ljudi, ki so jih ugrabili vesoljci. Ker trdijo, da so jih ugrabili vesoljci. Ker 3 milijone ljudi na svetu trdi, da so jih ugrabili vesoljci. Že, ne, se pravi, tu ne bo 7. junija, pač ne bo prvi obisk. On je rekel, jaz ne vem, kako je tam, on je rekel, da takrat očitno bomo vsi vedeli, takrat, da so prišli. Zdaj še ne vemo, ne.
No, okay. Domnevam, Zdaj so ne vem, on je sam rekel, da je prišli, kaj jaz vem. A veš, če smo že 3 milijonkrat doživeli ta obisk, te 3 milijone ljudi trdi, da pač to tako je bilo, ne? Ja. Pol, ne vem, kdo nam laže? Druga stvar, ki pa tudi je, pa, da oktobra pade komet na To je vse letos. meteor. Ja. Okay, da, to je že po avgustu, Jaz gremo sem še zdaj- lahko na morje. Da pade komet okay. na Evropo, tako da bo tudi pa. Pa je pa še neki s TikTokom, da Kjer ga na bo Evropa, skekala. na pol planeta Evropa, ali kako se temu Ne, reče? ne, kar sem Evropa na nas, tukaj smo mi. Ja, Slovaki ga bojo nasrali. A. Oni so bolj nasreta. Mislim, da imaš Evropo, niso rekli Slovenijo, Evropo. Vse so še opiče koze prej, tako da moraš v oktober še dočakati. Same dobre stvari, same optimistične. Skrajni cajt, da se zdi, da nova obvoznica. Ja, ali pa do Slovenj potegne ali pa kaj. Čeprav, a veš, Korošci pa čakajo na svojo obvoznico, pa očitno bo prej konc sveta, ko bojo oni dobili. Upam, da no, da meni se obvoznica popadajde, če že podiramo svet. Ne, kaj pa če je to ta trigger, a veš, ko bo na Koroško speljal, ko bo v Pidžijo vas pripeljal vlak, In takrat se vse bo podre. konc sveta. Metuljo efekt. Dragi Korošci in Korošice, ki poslušate, jaz pa brat v vaše konce in upam, da. Ampak če je prihodnost vesolja, planeta v njihovih rokah, take one for the team. Čeprav, a veš, ne, una cesta je res boga. Lahko, ne, jaz tudi sem za to, da imajo. Ja. Cesto mislim. Ja. Upam, da ne v koncu sveta zaradi tega. Mislim, da ne. Mislim, če gledam to, da pač pade komet od oktobra do oktobra zihar še narejen. Puf, črno. Ja, ne pa se lej, verjetno, mislim. Sam ti glih prvo plast asfalta potegneš, poti pa komet. Kje je zdaj to? Ali pa splaniraš to. To je možno samo v Sloveniji. Mislim, bo Dunja povedala, kako je s temi kometi, ne? Ker če verjetno večja stvar, ki je bolj ni lušen za vse skupaj okrog nas. Ja, no, večja stvar, ki je res ni lušno za naš planet, ampak zdaj nisem obveščena o tem. Ej, to je rekel time travel. Ja, ok. Jaz sam povem. Dostojni podatki. Ja, točno. Jaz nisem šel, sem sam prebral članek o tem, ker se me je zanimalo. Ampak verodostojno, čist, potrjeno. Seveda. Drugače pa obstajajo torej te različne raziskovalne skupine in službe, sploh na NASA, ki spremljajo torej prihod oziroma mimohod v resnici teh raznih kamnov, ki prihajajo z različnih koncev vesolja, pa pač zračunajo, ali je verjetnost tega, da bo prišel ali pa padel. Prav tega bi mogli že vedeti, če bi kakšen zdaj recimo letel, recimo če je, do če je oktobra, bi ga mogli videti recimo nekaj. Če je dovolj velik, ja. Sam napovedal, tako kot Don't Look Up. Ja. Kako nisi še gledal? Komet je pili, komet je. Vem, v torek smo se, kvarnik, zdaj imel pa zamontirati. Mogo dati kvarnik noter. No ja, poglejte, Don't Look Up. A ste vi gledali vsi? Pa dajte. Ne, čakaj, niso vsi. Koliko naredijo oni, ki so, a veš. Ne, poglejte, fajn je. Srečaš. Fajn je, dajte pogledati. Dajte pogledati, to je to. Nič nismo rekli. Je pa v kometu, to je vse, kar povemo. Dobro, a imamo še kakšno idejo, kako je? Kdo od vas kakšno idejo, kako je? Ja, če imate kakšne te kreativne, pobiramo. Potovanje v času nazaj. A to, da se večkrat vrnemo nazaj, pa pol... Ful nazaj. A si to želimo? Ampak, a si to želimo? 10,000 let mogoče v redu, če bi šel nekdo, ki ima pametna ideja, kako stvar lepše zapeljati. Prav zapeljati, a veš? Ja, sama veš, kako je pol s temi, ne? Ta metuljo efekt, ne vem. Kaj spremeniš v preteklosti, pa se potem... Ne, ampak, a si kdo... Aha, prav s tem namenom, da bi spremenil. Čakaj, ampak bi pa spremenila to, da ne bi šli v imenu neustavljivega napredka v Maloro, kot gremo zdaj? Se to je v bistvu res simpel. Že od začetka. Tam je bilo že vse od začetka zavožen, ne? Zakaj, takrat uno, ki pride na obalo. To je pa malo več kot 100,000 let, ne 300. Una živalka pride gor, je sam sporajkelnem. Pa imaš tudi ogromno poskusov lahko. Mislim, če ti gre slabo, pa kaj spet malo... Pa greš spet nazaj. Jaz mislim, da tukaj... Pa je to ta memento /looper moment, ne? Ja, tako. Sam pa, mislim... Ja, v bistvu...
Mogoče je to tudi način. Veliko knjig je na to temo, kako se je to zajebalo. A veš, kaj se pa zgodi z nami, ko smo to prvo linijo živeli? Se bomo pa lahko več časovnic. Sej ne vemo, če smo prvo linijo. Sej to, a veš, multivers pa je. A ni multivers, kao obstaja? Mislim, multivers, prav multivers, se pravi več svetov. A je to scientific Po Einsteinu obstaja, ne? Mislim, lahko obstaja. Bi lahko, ne, sej teorije so, ne. Da mi smo samo ena verzija. Ja, mogoče jih je več. Recimo zdaj fiziki nad to kvantna fizika, ne, med večjimi vesolji ni več čist, da bi bila to čist znanstvena fantastika. Mislim, odvisno, po mojem, da lahko še vedno spada pod pač neko teorijo, ne. Nimaš nekega... Nimaš nobenega dokaza. Ja, tako. Dokler pa ni dokaza, je pa to nekje teorija, a.k.a. znanstvena fantastika, če želiš. Recimo tisti, ki ste šolani za to, jo dopuščate. Ja, če je znotraj nekih fizikalnih zakonov, ki jih poznamo, pol jih dopuščaš tako teorijo. Ja. No, se Torej, to lahko, pomembno, ja. Ne, če... Ja, pač neki znanstveni okviri so in potem ta teorija lahko obstaja. Ne. Znanstvena fantastika lahko obstaja tudi z drugačnimi fizikalnimi teorijami. Ne. Sej, lahko bi bilo pač nekaj drugačnega na našem svetu, gravitacija ne bi delovala tako, kot deluje in tako dalje. Ne. Ja. Ampak znotraj tistega, kar poznamo, lahko pač dovolimo neke teorije. Sam potem je problem pri teh teorijah, da jih moraš pač dokazati, ali so ali niso, oziroma iskati nekje opazovanja, ki ti potrdijo, katere teorije so pač bolj primerne ali pa ne za opis. Ne. Ja, meni je možgan kar odstrelil že malo prej, ker sem začel razmišljati, ali bomo imeli pol interrail za multiversa, veš. Ne? Mislim, kako bomo pa kaj prišli, hudiča? Ali ne bomo? Ne bomo, ne? To je druga... Pa sploh v bistvu nima veze, če veš, da obstajajo, ne vem, multivesolje, pa če noš mogo kaj prijeti. A veš, ko Fidži veš, da obstaja, sicer je drago kot pes, ne, mislim, saj za nas navadne, ne, zemljane. Ampak če če oba dva avta prodaš, pa se zakreditiraš za 10 let, mogoče boš lahko šel, ne. Okay. A veš? Ja. Ja, samo multivers pa ne veš. No, se mogoče bo tudi, ko bomo ugotovili, da je, pa dokazali, da je, mogoče bomo pa najeli tudi tehnologijo, ki bomo lahko šli kaj. Okay. Recimo, da bomo naredili switch, ne vem, ugibam. Da gremo multivers Fidži, to bi šel. Če bi razlagal enemu, ne, o avtomobilih, takrat, ko so bili... Ja, 150 let nazaj. Ja, ali pa še kdaj. Še kolesa niso poznali. Mislim, da si na zemljo padal. Mislim, da si kvata. Sem res, ja. A veš, tako da lej, mogoče. Magic. There's still hope, sam če nomo tega planeta prej zasrali. Velika verjetnost, da bomo, ampak. Ne, tako da ja, kaj, pol rečemo, ločujte odpadke, ali kaj. Ja. Ne, to pravi tudi dela. To pa eden ne dela. Temu se dela. Ja, bajene, jaz sem bil tudi... Neke teorije so zdaj, tako da jaz mislim, da še enkrat, dokler ločujemo. Ne, mislim, bi bilo treba... Zakaj pa ne? Ne, a veš, po mojem bi to en fizik znal zračunati, koliko energije preveč porabimo za te stvari, ki so nam fajn, ki jih imamo na zapestih, pa stvari, ki jih imamo v žepih, pa ne... A veš, tamne stvari, ki jih imamo obstan, te stvari nam digitalni, v bistvu digitalne stvari nam kradejo cajt in v bistvu čas na planetu. Ne. Mislim, cajt v naših življenj pa za nam sem kradejo. Ne. V bistvu mogli samo uno Islingtonsko jamo, pa bilo vse v redu. Tako da vsi gremo zdaj v jame. Zdaj gremo vsi nazaj v jame, back to the caves, pa je to. Mogoče ne. Mogoče ne. Vem, sam pa nam ne bi bilo treba iti v vesolje iskati drugih planetov. Je pa res, da je zelo veliko odrekanje, če bi mogli iti. Slišal, zdaj, ko je Holop rekel, da že mesano bomo mogli iti, je šel pol Slovenije že v luft. Pa rezervo čevapov kupali, čeprav še ni, če ne, sej sezona je že. Tako da... Ker ti jo pol se odtajali kot redukcija. Ja, ne, če se v jami, je standardna temperatura. Čeprav ni minus. Ja, v jami je lepih 8 stopinj, tako da ja, to je to. Ja, dober. A ima še kdo kakšno idejo? Mi smo izčrpali svoje, Elon ni poklical. Pa smo bili zmenjeni. Tomiče. Pozdravlja. Dober, ja, to je pa to v bistvu.
Z vami smo bili, avtor moraš imeti. Ja, pa se ne šli, da ne boš na družabno omrežje povabil pa to. A ja, če nas ne poslušate drugače, nas lahko poslušate, smo na opravicujemo.se, smo pa tudi na vseh družabnih obrežjih in omrežjih smo afno opravicujemo se. In hvala naši gosti, Duni Fabjan iz sosednjega podcasta Temna stran Lune, poslušajte tudi njih. Zelo dobro. Hvala za povabilo. Dunja pa Maruša, veste te stvari, ki meni je fajn v petkih, kadar ponovadi za petek naštima, ker je tak bolj lahkoten dan. Aha, okay. Da mi pa glava eksplodira v 3 popoldne in sem, Madonna, ta vesolje, to je preveč zakomplicirano za me. Te mi to zares, ker mislite tako malo. Ampak super, sem zvest in navdušen poslušalec. To je to, kar se tiče mojega dela. Ja, zdaj tako je, ne? Tako kot je praksa v podcastu, če bi nas radi podprli, nas lahko. Temle bo pušča, ne, hitro. Ne, se bo Mežnar pride, zdaj le sam je šel gledati. Ja. Pa ta papirnate, ker ste trgovinski. Ja, križ. Zaračunavali bomo izhod, ne vse. Konzumacije, sorry. Ja, tako da, če nas že, super, če nas še boste, super, če nas ne, super, sam poslušajte nas. To je to. Ja, z vami smo bili Dunja, Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Še zmer moram brati, bela cesta. To je to. Ja, ne morem. Hvala lepa. Hvala. Ama pri tebi tudi sam žimenca spomin. Ja, sem. Tako kot brmen. Smo že 3, moj možgan je postal dormejo. Hvala lepa še enkrat. Če ima kdo še kakšno vprašanje, smo tamle. Lahko ja, pridite kaj. To je to. Hvala lepa. A ja, Artur, pa Triljan, pridite, da se slikamo. To bo pa res dobro.